Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem sad. Sanjaš o dih jemajočem kraju, preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, s stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave, prideš na kraj, ki odseva nebesa, Jeruzalem. Podjetje Obsen d.o.o. za inovativne energetske rešitve, optimizacija stroškov energije, projektiranje, svetovanje in nadzor, inženiring in vzdrževanje v energetiki, izgradnja in montaža razsvetljave, proizvodnja elektroenergetskih naprav, trženje električne energije. Obsen d.o.o. Ljutomerska cesta 30, Ormož, v službi prihodnosti. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot smo že najavili, je naš današnji gost Branko Šumenjak, in sicer svetnik v državnem svetu. Veliko aktualnih tem imamo in nikar se ne čudite, da imava danes maske. Zadeva je resna in tudi prav je, da jih nosimo, tako vsaj pravi naš današnji gost. Branko Šumenjak, lepo pozdravljeni v naši družbi. Dober dan. No, pravite torej, da je nujno, da je maska. No, nujno ne. Vlada je sprejela ukrep za zaščito ljudi in je predpisala, da pač v zaprtih prostorih so maske obvezne. Tako da jaz predlagam pač, da se držimo tistega, kar so nam predpisali, in da spoštujemo tisto, kar je bilo predpisano na podlagi strokovnih odločitev Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. In tudi osebno tako mislite? Ja, tudi osebno mislim tako, ker nisem strokovnjak iz področja zdravstva, da bi lahko oporekal navodilom, ki jih je pripravila pač ta nacionalna inštitucija. No, več ali manj smo se na maske, te nesrečne ali kakorkoli že lahko rečemo, navadili, tako da jih kar uporabljamo tudi po trgovinah in je kar prav tako. Sicer pa nas zanima, kako ste preživeli čas korone, tisti najhujši, ko je bil, kako se je državni svet držal vsega tega reda, ste sploh delovali na način, kot je to potrebno in običajno? Mi smo delovali pod posebnimi pogoji, nadaljavo preko sistema videokonferenc, in smo imeli kar nekaj sej in pa nekaj stvari smo tudi uspešno obdelali. Ne vem, meni se je zdela ta videokonferenčno delo v nekaterih primerih celo boljše kot tisto, ko se pač moraš peljati 150 km za kakšno malenkost, ja, da se to po videokonferenčnih možnostih, ki jih daje ta tehnologija, pač uredi na tak način. Gledajte, če lahko Evropska unija funkcionira, Evropski svet preko videokonferenc v določenih primerih, potem jaz ne vidim razloga, da tudi določene inštitucije državne ne bi mogle. Moram reči, da sem bil malo razočaran nad državnim zborom, ki ni imel niti ene videokonference, in so, če ste gledali seje, se tudi niso držali reda, tako kot je bilo. Mi smo se striktno držali reda. Tudi zdaj, ko so ukrepi malo bili zrahljani, imamo pač navodilo, da sedežni red poseben, da se to razmakne, svetniki potem, videl sem, da imamo večino vsi maske gor, če glih takrat še niso bile obvezne, zdaj so pa, tako da, ko smo imeli zdaj zadnjo komisijo za mednarodne odnose, smo imeli vsi maske, tako da. Torej tudi gostje, ki pridejo recimo iz drugih držav, nekaj zanimivih obiskov ste imeli zadnje čase, 2 veleposlanika,
sta vas obiskala oziroma s predsednikom so se srečali? To so srečanja, ki jih ima predsednik s svojim ožjim vodstvom. Jaz pri tem nisem sodeloval, vem pa, da so bili veleposlaniki, ni to zdaj samo v zadnjem času, ampak se to permanentno dogaja. Ne. Predsednik ima tedensko kakšnega veleposlanika na svojem obisku. Včasih so ti obiski bolj javni, včasih pa tudi bolj interni, ne. Tako da se za vse tudi ne ve. Ne. Če pa pogledate recimo na spletno stran Državnega sveta, pa lahko vse to pač vidite, kaj se tam dogaja. Tudi predsednik ima gor vse svoje te aktivnosti zabeležene in tako da je kar aktiven, moram reči. No, torej, Državni svet je deloval normalno, torej preko videokonferenc ste imeli torej svoje seje in opravljali svoje delo, tako kot je treba. Kaj pa je bila glavna tema ves ta čas? Domnevam, da ravno korona in zaščita pred njo. Ja, zdaj je bilo malo zatišje, kar se tiče drugih stvari, razen v mednarodnih odnosih te pogodbe, pa sporazumi, pa to, kar teče, pač neki permanentni zadevi tudi v teh kriznih časih. Drugače pa neke zakonodaje splošne pa sprememb ni bilo toliko, ker je pač ta korona zahtevala aktivnosti na področju priprave teh dokumentov in smo se vrteli predvsem okrog tega. Ja. Mi smo sicer v Državnem svetu, ker ti korona zakoni, kot veste, so bili sprejeti na tak način, da je vlada in pa Državni svet, pač Državni zbor so sprejeli sklep, da od teh zakonih ni možen referendum. Ne. To je po sedanji veljavni zakonodaji možno. In mi smo imeli eno težavo, ne, ker mi, ko obravnavamo po sprejetju tega v Državnem zboru, imamo 7 dni časa. Ne. Ker se je za te zakone mudilo, smo iskali rešitev, na kak način to sprejeti, oziroma ta našo možnost za veto, ki ga imamo na podlagi tega, kako to urediti v najkrajšem času. Ne. In potem smo našli eno rešitev, da smo predlagali veto takoj, drugi dan smo imeli veto o tem in veta nismo podprli. Ne. Na tak način smo dali signal Državnemu zboru, da veta ne bo. Ne. In Državni zbor je lahko drugi dan ali pa še isti dan takoj uveljavil ta zakon. Zato smo sprejeli pač ene posebne, nismo sprejeli, ampak imamo v poslovniku, to nismo kršili poslovniških določil s tem. Bili so neki pomisleki, da ni etično, če predlagaš veto, potem pa glasuješ proti njemu, ampak jaz mislim, da to ni res, ne. Ker tudi ko imamo redne te vete pa to, ne, vedno se o tem vetu razpravlja in se potem v razpravi lahko tudi tistega, koga, ki je predlagal veto, prepriča, da nima prav. Ne, in mogoče tudi glasuje proti. Tako da nič ni bilo narobe. Ne. Jaz se strinjam s tem, da nič ni bilo narobe, čeravno so nekateri svetniki, predvsem z leve strani, ki sicer pravijo, da so neodvisni, ampak vemo, da so pripadniki skrajne levice, so grozili celo z nekimi ustavnimi presojami in celo z ovadbami in tako naprej. Ampak nič od tega se ni zgodilo, pa se tudi ne bo, ker nima osnove. No, kar se tiče torej ukrepov pred korono, je bilo potrebno na kakšen zakon, odlok podati torej veto, ki bi torej naj bil... Ja, mi smo na vse 3 pakete, ki so bili do zdaj sprejeti, predlagali veto zato, da smo lahko ta veto zavrnili in zakon uveljavili, ker mi imamo 7 dni časa, tako kot sem povedal, in če je enkrat veto na mizi in se o njem glasuje, potem se ne more ponovno glasovati v teh 7 dnevih. Čeravno je to prvi dan, ne moreš glasovati več, potem tega ni več na dnevnem redu. Se zaključi zadeva. Ali se veto zglasuje, ali se ne zglasuje. Se zaključi zadeva. Ne da se ponovno v tistih 7 dneh. Ne. Tako da smo prvi dan ali pa drugi dan o tem vetu glasovali, ga zavrnili in smo potem Državnemu zboru dali signal, da lahko uveljavi zakon takoj. No, v večini teh predlogov, zakonov in odlokov ste se strinjali, se je Državni svet strinjal, recimo, kar je sprejel, ali ne? No, jaz moram reči, da je zanimivo, ne, da ker mi smo pač pri teh vetih, ko smo glasovali, nihče ni glasoval za veto, niti v enem primeru, vedno smo soglasno veto zavrnili, ne, tako da so se pač svetniki
vsi strinjali. Res je, da niso vsi glasovali, ampak nišče ni glasoval proti tej zakonodaji. Tako da potihem so se praktično vsi strinjali, ne. Mogoče tudi kdo ne vem, ampak nišče ni glasoval proti. Tako da je to bilo sprejeto soglasno. In kaj je trenutno najaktualnejše v državnem svetu, recimo o čem sedaj teče v večji meri beseda, s čim se ukvarjate? Zdaj v tem času smo to zatišje izkoristili tudi za spremembe poslovnika. Nekatere stvari se nam pač zdijo, jih je treba spremeniti tudi v zvezi s to zakonodajo, ki smo nekako iskali neke rešitve, da to uredimo na nek način poslovniški, ker tega poslovnik pa tudi zakonodaja ne predvideva. To je zdaj nova zakonodaja, ki je bila sprejeta in v našem predpisih, v našem zakonu v državnem svetu in pa v poslovniku, pa tudi v sami ustavi tega predloga ni, zato se zdaj s tem nekaj ukvarjamo. Drugače pa večina s korona problemi. Zdaj je recimo na mizi danes ravno v državnem zboru 4. paket. Če bo ta 4. paket sprejet danes, kar mislim, da bo, čeravno je velika polemika okrog te aplikacije o sledenju ljudi s koronavirusom, ampak mislim, da bo to sprejeto, mogoče brez tega, ne vem, ne bom rekel, da bo, ampak mi bomo na isti način postopali, kot smo do zdaj. Bomo pohitrili to zadevo, če bo sprejeto v državnem zboru, da zaradi državnega sveta ne bi ljudje čakali na prepotrebne ukrepe, ki so v tem korona paketu. No, prav aplikacija v zvezi s sledenjem torej koronavirusa oziroma okuženih oseb. Kakšno je vaše mnenje, recimo osebno, da malo spregovoriva, mogoče bolj praktično? Glejte, moje osebno mnenje je takšno, da se jaz pač nimam nobenih nasprotnih misli, da tega ne bi sprejeli. Pa bom razložil, zakaj. Namreč jaz kot državljan pa občan nimam nobenega problema, če ljudje vejo, kje se jaz gibljem, pa kje sem trenutno. Tudi nimam s tem težav. Ne hodim nikjer tak, kjer ne bi smel, ne hodim na banko z masko, ker pač to doma rešujem, ampak malo heca. In ne vidim tega razloga, zakaj tega ne bi sprejeli, če je to potem za ljudi dobro. Tega ne razumem, zakaj ne bi sprejeli. Pa še druga stvar je, vsi, ki imamo telefone, vemo, da stric Google o nas ve več, kot mi sami. In če se tega zavedamo, potem ne vem, zakaj. Stric Google ve točno, da smo mi dva danes tu. Če se vi s tem strinjate ali pa ne. Tudi nacionalni operater lahko to preveri, če ima interes. Sicer pravijo, da to preverijo samo v primeru, če dobijo sodni nalog, ampak jaz temu ne verjamem. Če komu hočejo pogledati, kje se nahaja, pač mu lahko ga pogledajo. Tako da tudi pogovori se snemajo, to vemo, in ne doma, ampak v Frankfurtu, preko Frankfurta to gre. Vsi pogovori se snemajo in se hranijo določeno obdobje. Sicer tudi tu pravijo, da nišče ne sme tega videti, razen po sodni odločbi, ampak glede na to, kakšno sodišče imamo v Sloveniji, tudi ne verjamem, da kakšno sodišče nam da kakšne odredbe za prisluhe komu, ki mogoče niti ni upravičen do tega. No, prav zanimivo, koga pa bi zanimalo, kje se nahajamo, običajni državljani. Telefon moraš imeti pri sebi, drugače te ne morejo izslediti. V končni fazi pa, gledajte, jaz bom tako povedal, tudi pri ta aplikacija brez pristanka državljanov ni možna, ker če ti pustiš telefon doma, ne vejo, da si kje drugje. Ali pa telefon izključiš za tisti čas, sicer se tudi ve, kje telefon je, kljub temu, da ga izključiš, ne moreš kartico uničiti pa. Drugače pa, ne vem, jaz ne vidim razloga, zakaj. Edino, če imaš kakšne pač slave namene, da se kje giblješ, pa te je strah, da bi kdo vedel, da si tam. Potem je to logično, da si proti temu, drugače pa jaz ne vidim razloga. Ta pooblaščenka, recimo, ona vidi sicer neke razloge o tem, ampak pooblaščenka
ni odgovorna za državljane tako, kot je vlada. Ne? Vlada mora nekaj predpisati, da državljane zaščiti pred to boleznijo, in če je to uspelo v nekih državah, ne, da uspešno deluje, potem zakaj ne bi tega skopirali in imeli tudi pri nas. Jaz tega ne vidim razloga. No, kakšna pa je sicer situacija v Ljubljani, kakšno je vzdušje, vemo, kaj vse se dogaja, kako gledate recimo vi na to, kako državni svet spremlja vse te dogodke, nasprotovanja vladi in tako dalje? Glede, tej vladi se je nasprotovalo že takoj po državnozborskih volitvah, ne, izrednih, ki so bile pozneje, kot bi morale biti redne. Ne. To je treba povedati, da imamo tudi tu takšne anomalije, da so po odstopu Mira Cerarja bile volitve potem pozneje izredne, kot bi bile redne. Ne. To je samo v Sloveniji možno, nikjer drugje. Ampak že takrat se je nasprotovalo tej vladi. Ne. Kljub temu, da je recimo Slovenska demokratska stranka dobila večino na teh volitvah, ne, mislim relativno večino, mislim ne absolutno, ampak relativno, so se združili nek tam v en kot in so rekli, ne, to pa ne, gremo samo v vlado, samo zato, da ne bo predsednik vlade Janez Janša. In to se ponavlja in govori in dela zdaj celi čas. Ne. Prej ni bilo nobenih protestov, dokler je bil Cerar pa Šarec, ne, zdaj je pa zanimivo, ne. Zdaj so pa protesti na vse. In zanimivo, če pogledate, kdo protestira. Protestirajo tisti, ne, ki so od te vlade največ dobili do zdaj. Tako da, ne vem, ne razumem. Danes dobiš, kaj vem, 200 evrov tam od vlade, jutri pa greš pa protestiraš, ne, zato, ker nisi dobil več, ali zakaj, ne vem, ne razumem. Sicer pa... Konkretno, kako državni svet gleda na vse to? Glede, državni svet o tem ni niti razpravljal, niti ni sprejel nobenih sklepov. Državni svet je praktično bolj apolitična zadeva, da se toliko ne ukvarjamo. Pri nas tudi ne boste slišali, da bi kdo koga zmerjal ali pa da bi se z postopkih same seje. Mi pokličemo pač v naših skupinah so ljudje iz stroke, ne, iz raznih vetrov in pač poslušamo tiste, ki se v te stvari, od katerih odločamo, pač malo razumejo. Ne. In na podlagi tega se tudi potem odločamo. Ne. Pri nas ni političnih delitev na leve, desne, čeravno smo politično opredeljeni, ker jaz to pravim, da ne verjamem, da je kdo politično neopredeljen. Ne. Vsak ima nekoga, ki mu je bolj simpatičen ali pa bolj antipatičen, če povem drugače. Ne. Jaz to vedno dam s primerom, ne. Če bi šla po cesti dva možakarja, pa bi mi nešče rekel, zdaj pa evo, tu imaš 100 evrov, pa moraš enemu dati, jaz točno vem, kjeremu bi dal. Pa ni nujno, da sem kdaj v življenju kjerega videl. To pomeni, mora vam biti simpatičen na pogled? V vsakem primeru imaš do enega človeka, če sta dva, do enega večjo empatijo ali simpatijo, kot pa do drugega. Ne. To je dejstvo. In to, kdo pravi, da je apolitičen, da mu je vseeno, da ni pripadnik, ne, potem ni nič. Potem je nula, ne moreš, to ne gre. No, zanimivo mnenje je to, ampak seveda politika ni, ne, simpatičnost ali pa antipatičnost. To je res, ja. Da politika ni simpatičnost, ampak antipatičnost. Samo pravim, da tudi to, če nešče gre proti tebi, nima nobene zveze s tem, ali je ta dober človek, ali je on dober, ker o njem nič ne veš, ne. Ali pa malo veš, ali pa pač si ustvariš neko mnenje v trenutku, ki pa ni relevantno. No, verjamem, da se tako nekje ob strani vseeno pogovorite, poklepetate o tem in onem, državni svetniki, ne. Kakšno je mnenje splošno, recimo? Me zanima, ne? No, to, kar ob strani komentiramo in pač govorimo, pa se pogovarjamo, tega jaz ne bi komentiral, ne, ker to praktično bi bilo izven konteksta. Pa tudi jaz o tem, kar se pogovarjamo neformalno, jaz nikoli ne govorim nikjer. Ne. No, vseeno pa ste tam nekje, ne, bližje vladi, bližje vsem tem dogajanjem, pa bi bilo kar zanimivo, ne, tukaj za to naše okolje. Mogoče res, ampak se pravi, jaz teh stvari ne komentiram, kaj se mi tam pogovarjamo, kdo
o kom kaj pove ali pa kaj, to ne bi bilo, ker to je potem že ni več. No, kako konkretno deluje državni svet? To je tudi vprašanje. Vem, da ste že enkrat to lepo razložili, ampak za tiste, ki so morda šli mimo najinega tistega prvega pogovora. Ja, gledajte, državni svet deluje po svojih pravilih, ki so zapisane v ustavi, zakonu o državnem svetu. Zakaj je potreben, recimo? Potreben je zato, ker praktično včasih omehča nekatere zadeve, ki grejo skozi državni zbor, pa ne bi smele iti. Mi imamo na tej podlagi, tako sem povedal, možnost izglasovanja veta. Je v samem postopku, ko to najprej obravnavajo odbori in državnega zbora, mi dobimo ta zakon in o njem tudi naše komisije že razpravljajo in dajo določene pripombe pa mnenja. Če to upoštevajo, potem je vse ok, če pa tega ne upoštevajo, pa se ponavadi na naši plenarni seji odloči, da takega zakona ne podpiramo. In če še vedno to potem na koncu pride skozi državni zbor, imamo možnost še pač ustaviti ta zakon za nekaj časa z vetom. Veto pomeni, da potem pač državni zbor mora to sprejeti za absolutno večino vseh državnih oziroma poslancev, to se pravi najmanj 46 glasov mora ta zakon dobiti potem na ponovnem glasovanju. Tako da to je to. Mi imamo možnost tudi dati potem še vedno to v ustavno presojo. Teh ustavnih presoj je bilo z strani državnega sveta kar nekaj danih, nekatere so bile celo uspešne. Tako da državni svet ima neko, kako bi rekel, mehčalno moč, da nekatere stvari, ki so pa, ki pride, bom povedal po domače, neumnost, ki pride skozi vse procedure skozi državni zbor, pač lahko malo ustavimo. No in kako vas upošteva državni zbor pravzaprav? Moram reči, da so v prejšnjih časih, tam še v času, ko je bil predsednik, oziroma ko je bil še Gregor Virant, je bila zadnji taki poskus ustavitve oziroma ukinitve državnega sveta. Ampak zanimivo, da so se prej ti pojavljali že te poskusi večkrat, ampak vsi tisti, ki so to poskusili, so potem na naslednjih jih ni bilo več, so nekako propadli politično. Tako da moram reči, da vsi predsedniki vlade do zdaj, vsi predsedniki države, vsi predsedniki državnega zbora so bili pri nas na obisku, so na sejah tudi povedali svoje mnenje o državnem svetu, vsem tem. Razen Marjana Šarca ni bilo v naš državni svet. Tako da smo to leto pa pol ni imel našo časa, da bi prišel pa povedal, kak je. No, potem pa se mu je čas tako in tako iztekel. Ja, pa je pa vrgel puško v koruzo, pa je šel. Ja. Predlagam, da se še malo ustaviva na naši lokalni politiki, dejavnosti politike, glede na to, da ste tudi občinski svetnik, pa bi morda skozi oči državnega svetnika poskušali opisati splošno situacijo tega našega malega mesta, občine, nekje na robu. Kakšna je rešitev za nas? Za rešitev v zvezi s čim mislite? Z gospodarstvom, z recimo vse to, kar nas muči. No, jaz mislim, da se občina praktično gre v pravi smeri, da se gospodarstvu daje malo večji poudarek, kot se je to dalo v prejšnjem času, in da pač se to nekako razvija. Je pa res, da trenutno država še vedno ni tako daleč, da bi prišli tudi z razpisi, da bi prišli z sredstvi nasproti, kar je težava, ker je pač ta vlada 3 mesece na oblasti in praktično se ukvarja večinsko s to korona krizo. Sicer tečejo sporedno tudi druge stvari, ampak ni še tako daleč. Bo pa, pravijo zdaj v kratkem, se to odprlo, da se bo začelo tudi ta sredstva evropska, ki tam ležijo neporabljena. Mi smo pri koncu te perspektive, pa imamo neporabljenih še vedno
skoraj 2 milijardi denarja, ne, tako da to je katastrofa. In upamo, da bojo spravili skozi to, da bomo to počrpali, da nam ne bo to propadlo. Ne. Se pravi, projekti so nujni, takšni. Občina projekte pravi- ima, ne? Da? Občina projekte ima, čakajo se pa seveda razpisi, na katere, da se s temi projekti, tudi razdeljeni so nekako, denar je praktično obljubljen, ne, iz strani ministrstva, pa tudi na regijo, mariborsko, podravski regiji so se nekako sredstva zaplanirala, kam bo kaj šlo, ne, v tej smislu. Tako da je, ampak se pravi, treba je to realizirati. Ne. Vlada je realizirala samo tisto, kar je lahko trenutno z to spremembo zakonodaje, da je povečala pač tisto povprečnino občinam, s tem je občina dobila nekih slabega pol milijona za letošnje leto zraven. Ne. Res je, da gre to bolj za plače, pa za tisto, kar je prejšnja vlada sprostila, ampak kljub temu je to 500 tisoč evrov, ki jih drugače ne bi imeli kje vzeti. Ne. Tako da, evo, to je ena stvar. Drugače pa, se pravi, sama politika v občini, jaz mislim, da nekako deluje, sicer se gledate kabelsko televizijo, snemate te oddaje, ne. Imamo ljudi, ki nasprotujejo vsemu, ne, to je pač folklora ormoška od nekdaj, drugače pa nekako se na koncu to pogladi, pa zgliha, pa potem gre stvar naprej, jaz mislim, da v pravi smeri. Kako pa sodelujeta z županom, glede na to, da sta tudi strankarska kolega? Se dobivate še pravzaprav stranka, kaj? Nič ni slišati. Zdaj v času korona krize se bolj malo dobivamo oziroma se ne dobivamo, ker je praktično, zakaj bi se izpostavljali, tudi ni nekih takih strašnih stvari, ki bi jih morali obravnavati, da bi bilo potrebno neke sklepe sprejemati in tako. Ampak vse so telefoni, se pač tam slišimo, če je kaj potrebnega, takega manjšega, drugače pa dokler stvari tečejo normalno, pač zakaj bi potem nekaj pogrevali pa na veliko razpravljali, ker to ponavadi razprava prinese vedno neka tudi nasprotja, ne, in zakaj, ni potrebe. Ni potrebe, mislim, da župan dela dobro, da občinska uprava dela dobro in da dokler ne bo nekih večjih stvari, ki bi zavirale razvoj ali pa ki bi škodovale občanov, toliko časa ni neke potrebe strašne. Tudi župana ne obremenjujemo, vsaj jaz ne, z nekimi posebnimi pogovori pa klici. Slišimo se enkrat na mesec, dvakrat mogoče, za kako stvar, drugače pa ne. Kakšno pa je sicer mnenje o delovanju občinskega sveta? Kakšen imate občutek, recimo, ko to vse skupaj poteka? 14. seja je torej že v tej sestavi za nami oziroma za vami. Sprašujem vas kot svetnika, kako se počutite v tem občinskem svetu? Se da kaj rešiti? Vse občinski svet, gledajte, občinski svet je praktično telo, ki ne rešuje občine, če smo čisto odkriti, ne. Občinski svet je tisti, ki potrjuje predloge občinske uprave in pa župana za razvoj, za projekte in tako naprej, ne. S tem pač lahko samo temu ali praktično potrdiš ali pa nasprotuješ, ne. In glede na to, da v tem mandatu ni neke koalicije, ne, da je to neko projektno delo, jaz sem si sicer to predstavljal drugače, ne, da se bomo na nekih sestankih pred samo sejo vsi svetniki dobili, se bomo tam pogovorili, tam zmenili in na občinskem svetu ne bomo več debatirali o tem, kaj dosti, ne. Ampak izgleda, da glih ta vaša kabelska televizija producira to, da se eni pač radi slikajo, ne, in tam klobasarijo neumnosti, tako da včasih človeku lasje po konci stojijo. No, pravega krivca ste si našli. Ja. Prav televizija torej? Ja, gledajte, če ne bi bilo kabelske televizije, jaz sem prepričan, da 3/4 teh razprav na občinskem svetu ne bi bilo. Zato, ker se pravi, eni se pač mislijo, da se s tem promovirajo, ne.
Ampak če ljudje tudi prek kabelske televizije vidijo, da si malo bolan, ne, v glavi, potem to ni promocija. No, potem si ne delaš ravno reklame. Ampak eni to ne razumejo, ne. Eni mislijo, da si s tem dela reklamo, zato pravim, se ta vedno producira nova in nova neka, se pravim, klobasanje neumnosti, včasih tako, da ne veš, ali bi gledal v tla ali v strop ali bi šel, ne. No, če se vrneva na 14. sejo, torej, ki je bila res burna, ki ste jo tudi prekinili, ne, po 6 urah, se vam je to zdelo prav? Glejte, prekinili so tisti, ki so za to glasovali, ne. Jaz pravim, da je pač, mi imamo v poslovniku napisano, ne, da se seja prekine po 2 urah za določen čas, potem pa mora biti planirana na tak način, da traja največ 4 ure. Praviloma, piše, praviloma največ 4 ure, ampak zdaj praviloma ta besedica, veste, kaj pomeni, ne. Tam, kjer je to napisano, ponovadi to pomeni, da nekaj predpišeš, pa to eskiviraš že v samem predpisu, ne. Tako da meni se ni zdelo prav, predvsem se mi ni zdelo prav, ne, zaradi tega, ker smo imeli tam človeka, ki je bil kandidat za Zavod za turizem, kulturo in šport in je tam zunaj čakal, prišel je iz Ljutomera in smo potem glih pred njegovo točko, ko bi mogel priti se predstaviti pa povedati, to bi trajalo še pol ure dobre in bi šli domov, ne. Ne, takrat so prekinili sejo, jaz sem celo rekel, da so to namerno naredili, ker so hoteli zminirati kandidata, ne. In mogoče je to celo res, jaz to težko rečem, da je res, ampak glede na dogajanje že na samem Kviazu, ne, pa glede na dogajanje na sami seji, pa tega pa je pač moje mnenje to, da so imeli namen kandidata zminirati, mogoče pa ga naslednjič več ne bi bilo, ne. Jaz mislim, da je vse to bilo. Tako sem to tudi tam povedal in to za tem stojim. In mislim, dokler me ne bo nihče prepričal v drugače, jaz mislim, da je to temu tako. No, novi direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport je vseeno torej izbran, tudi svet zavoda ga je potrdil minuli ponedeljek, torej Andrej Vršič bo novi direktor. Kako pa si vi zamišljate recimo direktorja Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport? Glede na vaše vse izkušnje delovne. Ja, gledajte, to mora biti človek, ki prvič ima nekaj pojma o tem, kaj to turizem, pa kultura, pa šport sploh je, ne. Drugič pa mora biti človek, ki mora biti 100% predan temu delu, ne. Za njega ne sme biti delovnega časa, za njega ne sme biti praznik v soboti in nedelj, za njega mora biti praktično vedno cilj to, da je prisoten na vseh dogodkih, ki so pomembni za občino, ne. V turizmu, v kulturi, v športu in vsem. In če tega ne bo, potem ni pravi, ne. Mi smo, ko smo prejšnjo direktorico potrjevali, jaz sem to povedal, ta direktorica ni prava in tudi se mi je zdelo, da je prišla v Ormož preživeti do penzije tiste svoje leta in to se je izkazalo, da je res praktično, ne, ker ni bilo tistega, njo ste redko videli na kateri prireditvi v Ormožu, ne. Hodila je nekje po Ljubljani, pa po Mariboru, pa kaj jaz vem kje vse, ampak doma, na domačih prireditvah, ki je najbolj pomembno, ker če te ljudje domači ne vidijo, ne, med svojimi dogodki in svojimi prireditvami, potem je to narobe, ne. Tu moraš biti. Vse je treba iti ven tudi, samo doma pa je le tisto doma, ne. Jaz sem vprašal na Kviazu gospoda Vršiča, ali se misli preseliti v Ormož, ne, glih s tem namenom. Je rekel sicer, da ima hišo tu pri Ljutomeru, da je to blizu in da pač, ampak še vseeno bi bilo, jaz pravim, če bi imeli doma takega človeka, ki je tu zrasel, ki to drugače čuti, ampak on ima izkušnje, ne, in mislim, da je med temi, ki so se prijavili, pač res najboljši kandidat, da boljšega nismo mogli izbrati. Vsaj tako so tudi na svetu zavoda povedali, ampak ker mi pač občinski svet daje samo soglasje, ne, da še to razjasnimo, ne. Občinski svet ne izbira kandidata. Kandidata izbere izmed prijavljenih kandidatov svet zavoda, ne. In svet zavoda potem zaprosi občinski svet, da da soglasje.
Občinski svet lahko da samo soglasje ali pa ga ne da. Tam razpravljati nekaj, kakšni so bili postopki razpisa, pa kaj jaz vem, kaj vse to ni stvar občinskega sveta. Stvar občinskega sveta je samo, da da soglasje kandidata ali pa ga ne da. In to smo potem tudi v končni fazi, bom rekel, z neko veliko muko naredili. No, beseda je tekla tudi o tej nesrečni Vardi, o kateri se toliko govori zadnje čase. Točka je bila na dnevni red uvrščena izredno oziroma dodatno. Kakšno pa je vaše mnenje s tem v zvezi? To moram reči, da še povedati, da je točka bila nezakonito uvrščena na dnevni red. Mi imamo v poslovniku, da nam rekel, mi se zdi, da je 35. člen, če se prav spomnim, kjer je točno zapisano, kdaj se točka lahko uvrsti na dnevni red. In ta točka se ne bi smela uvrstiti na dnevni red, ker so predlagali uvrstitev te točke po samem sklicu seje, ko je že bila seja sklicana. In taka se lahko uvrsti samo takrat, kadar nastanejo razlogi za uvrstitev točke na dnevni red po sklicu. To je pa že bilo tam v začetku junija, so pisali o tem Štajerski tednik, pa kdo, mislim, ne vem kdo vse. Tako da ne bi smela biti uvrščena. Ampak dobro, jaz sem na to opozoril. Potem smo pa pač o tem glasovali. O tem se ne glasuje. Točka se ne bi smela uvrstiti. To je dejstvo. Zdaj, kar se pa je moje mnenje o tem, kar se dogaja. Jaz bom čisto kratek povedal, ne bom o tem filozofiral. Jaz obsojam recimo čisto vso delovanje skupin ali pa posameznikov, ki nekoga motijo, pa nekomu delajo škodo, pa nekoga vznemirjajo. Zdaj, mi se moramo ene stvari zavedati, da to ni edina, Varda ni edina taka skupina. Takih skupin je še, kar bi jih lahko nekaj našteli. Ampak na seji smo imeli tudi samega komandira policije. In tam je komandir policije jasno povedal, da oni niso zaznali ne prekrška, ne kaznivega dejanja strani Varde. In kaj zdaj mi kot občinski svet smo sprejeli neki sklep, da je Varda nezaželena. Hudiča, jutri bomo rekli, da taborniki niso zaželeni, ker so tam nekje taborili, pa so motili tam nekega soseda, pa si bo zmislil neko stvar, pa bomo sklep sprejeli, zdaj pa taborniki niso. Potem pa bojo rekli, lovci so pokali, zdaj pa lovci niso zaželeni. Mislim, to vodi v eno tako čudno zgodbo. Jaz nisem pripadnik, še enkrat povem, jaz me nič ne zanima ta Varda, ampak ne strinjam se pa s tem, da kar a priori sprejemamo neke sklepe, da je nešče nezaželen in tako naprej. To pa se ne strinjam. Mora biti za to razlog. In pa potem, če že sprejemamo, to mora biti sprejeto za vse. Za vse. Ne samo za Vardo, ampak za vse take skupine in posameznike. Policija pa bi morala opraviti svoje delo, pa ga ni. Ni ga opravila, ker so podlage, da bi lahko, če je bilo to res, ampak oni so povedali, da niso znašli znakov kaznivega dejanja, niti prekrška. To se pravi, ne vem, tudi zdaj, ko ste videli v zadnjem času, da se je v Ormožu nekaj dogajalo, sicer se to tam pri meni dogajalo, sem slišal, zdaj čist pod hišo, jaz tega nisem sicer videl, ali nisem bil doma tistih časov, ko je pač občan videl, da tam legitimira Varda nekoga, nekega turista bi najbolj je bil. Ampak, in da je potem poklical policijo, policija pa pravi, da nima zabeleženega nobenega klica. Mislim, to so čudne zgodbe, ki, ne vem, vodijo v neko smer, da človek razmišlja, da si to zmišljuje nešče. Ampak, jaz ne sodim o tem, ali je to res ali ne. Sem pa proti takim sklepom, da se kar a priori nekaj dejansko sprejema, da je nešče nezaželen, kljub temu, da nimaš nobenih trdnih podlag, da je komukoli škod, da je komukoli nagaja, da je komukoli kaj ga moti in tako naprej. Policija o tem nima praktično, pa so bili na tistem dogodku, se je povedal komandir, da imajo, da so bili tam, pa da niso ugotovili ne prekrška, ne zakonitega dejanja. Pa jaz ne vem več. No, 16 svetnikov, domnevam torej, da vi niste glasovali za to. Jaz sem glasoval za to, ker smo zunaj na hodniku pred sprejemom sklepa smo imeli pauzo in smo se zmenili, da bomo sklep oblikovali na drugačen način.
ker oni so imeli prednapisano samo, da je Varda na področju občine Ormož nezaželeno. Ne. Takšen sklep tega ne moreš podpreti. Ne. Ko pa smo se zunaj zmenili, da bomo napisali, da Varda in ostale, ki motijo občane, da so nezaželeni, to pa dobro, to pa podprem, ne. Če se res ugotovi, da je kaj takšnega. Ne. Če pa se pač ne, pa ne. Tudi to so, da naj pač država in pa tisti, ki so pristojni, če zakonodajna podlaga tega ne predvideva, ne spremejo neko zakonodajo v zvezi s tem, da bomo potem lahko to ukrepali. Ne. Ampak, ne vem, zdaj pravijo, da podlaga ni, ne, za ukrepanje, ker tudi ni prepovedano, da se ti, oblečeš neko uniformo, pa hodiš tam okrog, pa ni prepovedano, zaenkrat ne. In zdaj jaz ne vem, če koga to moti, da nešče hodi tam po javnih poteh, pa v neki uniformi, zaradi mene lahko hodi, jaz nimam nič proti. Imam pa proti temu, da se prepove nekomu, oziroma nekoga razglasi za nezaželenega v občini. Ker to pa ne moremo delati, ker potem bomo vse pravili, tako sem povedal. Zdaj Varda, jutri bojo tavorniki, pojutrišnjem lovci, potem bojo rekli, gasilci so v uniformah, to ti nas strašijo okoli. Ne. To je praktično, ne vem, za moje pojme je to nesprejemljiva zadeva, da se na tak način dejansko bi proti nekomu obračali, ki ni naredil nič kaznivega, nobenega prekrška, ničesar. Vse niso ugotovili. Ne. Zdaj te slikanja pred temi tablami, ki so ne pokrožijo okrog, pač je treba ugotoviti, ali so to oni pisali, ali niso pisali. In spet je tu stvar policije, ki to mora ugotoviti. Ne. Dokler ni ugotovljeno, da so to oni pisali, potem toliko časa ne moreš njih kriviti, pa če so se slikali zraven. Ne. Ker lahko je kdo drugi napisal, jaz ne vem. Mogoče pa so oni pisali. Vse. Treba jih vprašati. Iz pogovorov z domačini tam recimo Kok in okolica, ne, prestrašeni so, bojijo se. Strah jih je. Časa se bojijo, jaz ne vem, jaz ne razumem tega, da se bojijo. Če pa se drugi ljudje gibljajo tam gori, pa turistov je polno, pa se nikoga ne bojijo. Zakaj bi se bali nekoga, če si je pač oblekel uniformo? Je pa še ena stvar, zdaj bom povedal, zanimiva, da so iz ormoške občine hodijo na proteste ob petki v Ljubljano, kjer pa se gibljajo razni maskirani, uniformirani pripadniki tujih enot. Ne. Imamo tam pripadnike z črno rdečo zastavo, zamaskirane, oblečene v črne obleke in tako naprej. To pa jih nič ne moti. Zanimivo. Pa delajo neumnosti. Razbijajo po Ljubljani, gum so prerezali 41, sicer so zdaj nekega Ukrajinca obtožili, ampak vprašanje, ali pa še sem, ali ne, da se je to zgodilo glih zdaj v tem času. Ne. Tako da, gledajte, to so dvolične stvari, jaz se s tem ne bi ukvarjal toliko. Ne. Če ljudi vprašate ob meji, ne vem, meni nihče ni povedal, da ga je strah kogarkoli. Ne. Vse te slike krožijo že 2 leti okrog. Takrat, ko so tega ljubega Šiška iskali, ne, se boste spomnili tega, ko je bil v zaporu potlej, ko je bil že priporni nalog, ne, se je slikal pred jeruzalemsko tablo, tako tu, v Jeruzalemu. Pa ni bilo nič prijav strani ljudi, da se ga bojijo, oziroma ne vem. Čudno se meni to vse skupaj zdi, no. Dobro. Vrniva se še malo, to bo seveda sedaj zadnje vprašanje, da vas predolgo ne zadržujemo, torej na delu v Državnem svetu. Vi ste torej v komisiji za? Jaz sem član, tako kot vsi ostali svetniki, smo člani v 2 komisijah, zaradi tega, ker se to pač nekako enakomerno porazdeli. Jaz sem član komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in pa komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve. Tako da, evo te 2. In ste polno zaposleni. Kaj bo prineslo poletje, recimo? Sedaj najbrž bo malo dopusta, kaj prinaša jesen na političnem parketu? Če bi mi to vedeli, naj bi bili reveži, pravijo, ne. Upamo, da ne bo prineslo slabšega stanja v tej korona krizi,
v samem zdravstvenem pogledu za ljudi, ne, da se bo to nekako saniralo. To je zelo pomembna zadeva, ker če se to ne bo, potem bo težava, ne. Gospodarstvo bo težko preneslo še eno tako zadevo, kot je bila v teh 3 mesecih preteklih, ker glejte, če ni gospodarstva, potem ni od kod vzeti tudi za ostalo, ne. Tako da ne vem, sicer zdaj, koliko berem, bo jesen zelo vroča in napeta politično, nekateri pač napenjajo tudi svoje mišice v zvezi z temi zadevami okrog korone, glede okrog nabave teh raznih materialov in tako naprej, ampak ne, to je pač stvar politike, ki je vedno bila in bo, ne. Mi pač v državnem svetu smo vezani na delo državnega zbora, ne. Če državni zbor polno dela, potem tudi mi imamo delo, če pa državni zbor nič ne dela, potem pa tudi mi nimamo dela, ne. Tako da nekako pričakujemo, da se bo ta korona umirila, ker malo smo se, prej ste rekli, ne, da smo se navadili na maske, jaz pravim, da smo se razvadili, ko je bila preklicana epidemija in smo preveč postali praktično, kako bi rekel, sproščeni, ne, ker tu po Ormožu, če smo hodili, še ni bilo tako, ampak ko greš po Ljubljani, lokali so polni, ne, ljudje se ne držijo razdalje, družijo se, to vidite tudi na teh protestih v petkih. Zadnjič sem gledal, ko so recitirali svoje pesmi, določeni so potem objemali tam in tako naprej, kar je vse skupaj zelo nevarna zadeva, ne. Danes sem prečital, ali včeraj zvečer, da je iz Gorice, Škofje Loke in Kočevja šlo 300 maturantov na maturantski izlet nekam na Hrvaško, ne. To je zelo neodgovorno dejanje, z avtobusi so šli. Eden v avtobusu, če je okužen, je zelo nevarna zadeva, da bojo potem prišli kar polovično okuženi nazaj vsi. Ne vem, se pravim, ljudje smo se preveč razvadili in sprostili, ne. No, res, za konec pa še eno vprašanje. Kje boste porabili turistični bon? Ja, v vsakem primeru v Sloveniji, ne. Ja, mislim, kje? Glede na to, da bo verjetno malo časa za kam hoditi, ne vem, če ne v kateri destinaciji od ormoške občine. Tako da bo verjetno kar domače, ker zdaj to še treba povedati, ta bon ni bil namenjen samo zato, da bi ljudje uživali, ta bon je bil namenjen, da bi turistični ponudniki preživeli, ne. Ampak da ne bi glih dobili samo tako na suho denarja, so rekli, dobro, pa naj ljudje pač preživijo določen čas pri njih, naj svojo ponudbo pač dajo ljudem na državne stroške, koliko pač teh 200 evrov. Zdaj imaš, da so eni ponudniki zelo narodno vzeli to zadevo, ker so cene za bone povišale. Tako, ne, in to ni v redu, ne. Zdaj s tem se obogatili sicer ne bojo, ne, ampak bi pa bilo fair, da se ponudba takšna, kot je bila, nadaljuje, ne pa, da se cene dvignejo tudi skoraj zaenkrat, ne. In je praktično ni bil smisel to, ne. Smisel je bil, da ljudje, da ti ponudniki preživijo, ne. In pa da se pač ljudje tudi lahko v tem času, ker pač je ta kriza prinesla tudi določene probleme, ne samo pri, kako bi rekel, pri finančnem stanju, ampak tudi pri psihičnem stanju naroda, ne, ker ko ti narodu praktično prepoveš druženje in pa nekako tisto, ker človek je bitje, ki ima čredni nagon, ne, vedno teži k skupini, ne. In to je tudi, recimo, če se počutiš ogroženega, nikoli ne bežiš nekam v šumo, ne, greš tam, ki je več ljudi, ne, to je pač tista pripadnost, ne. In če ti to nešče prekine, potem se tudi psiha spremeni pri človeku in je
zelo nevarna ta zadeva, ne, lahko, če to predolgo traja. Zato jaz pač predlagam občanom pa tudi širše državljanom, da se držijo ukrepov, ki so predpisani, ker niso zmišljeni za to, da bi nešče nekoga nekaj priseljeval, ampak so zmišljeni za zaščito samega sebe pa ostalih prebivalcev naše lepe Slovenije. Gospod Branko Šumenjak, hvala lepa, da ste si vzeli čas za obisk v našem studiu. Hvala za prijeten klepet, za nekaj informacij. Malo smo radovedni, ne, tako to pač je, ampak prav pride vsakšna kakšna informacija z višje inštance. Želimo vam lep dopust in še enkrat hvala lepa, upam, da se kmalu vidimo spet na tem mestu. Ja, hvala tudi vam za povabilo. Zdaj, to je res, ne, tem je ogromno, ne, lahko bi govorili cel dan, pa še ne bi prišli do konca, ampak pač življenje je takšno, da smo s časom omejeni in jaz tudi vam želim lep dopust, pa vsem občanom, da izkoristijo te bone, če je le možno na področju občine Ormož, da pomagajo domačim ponudnikom, tisti, ki pa pač ne morejo tu, pa nekje v Sloveniji, ker drugega tako ni možno porabiti, ne. Pa naj porabijo ta bon, ne, ker drugače bo ostal v proračunu in ne bojo imeli koristi ne občani, pa ne ponudniki in potem to ne bi imelo tistega smisla, kot je bil nekako začrtan. Hvala lepa. Prosim. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, bodite z nami tudi prihodnji ponedeljek oziroma prihodnji teden, ko pa bo naš gost Stanko Habjanič. To je človek, ki ga poznamo predvsem po klopocu velikanu, ki ga je postavil v Hermancih v tem času, ukolikor bodo seveda razmere dopuščale, pa se že pripravlja na postavitev klopoca, tradicionalno torej 15. avgusta. Hvala za pozornost in veliko zdravja vam želimo.